Jaz mislim, da nobeden med nami ni verjel, da bi se znala zgoditi kakšna vojna. Se mi zdi, da je bilo tako na hitro, da se nismo niti zavedali. Ne? Recimo, nihče si predtem ni upal niti misliti o ugovoru vesti. Takrat pač nismo slutili, da je to zadnji zbor otrok oziroma pionirjev Jugoslavije. Mi smo v 10 dneh imeli 4, kar velike odločilne spopade. Če bi lahko dala prostor v zidanici, da bi shranili orožje, da bi skrili. Mislim, dokler zjutraj v 5 ni 20 mm top iz tistih bobov žgal, pa je dreve letel po tebi, metki so leteli, si bil v taki nizki travi, si se skril, pa to če si imel 200 kil, ne? Z rojstvom, dragi rojaki, dobi človek pravico do sanj. Z delom dobi pravico, da zbližuje življenje in sanje. Mi smo včeraj povezali oboje. Zase, za mnoge rodove Slovencev, ki so davno nekoč sanjali te iste sanje, in za prihodnje rodove, ki bodo na teh sanjah gradili nov svet. Od včeraj imamo Slovenci svojo državo. Od včeraj živi večinski del slovenskega naroda v lastni, samostojni in neodvisni državi. To je tako kot recimo profesor zgodovine v šoli, ko obravnava nek zgodovinski dogodek, on ponavadi pove ali pa te vpraša, ko si vpraša zgodovino, kateri dogodki so pripeljali do tega pomembnega zgodovinskega dogodka. In potem naslednje vprašanje, na kaj je vse ta dogodek vplival v prihodnosti. Tako tudi ta plebiscit v resnici ne moremo razumeti kot nekaj posameznega, ampak zelo, zelo povezanega z družbenimi dogajanji. Vse to, kar se je dogajalo, kar smo poslušali, kar so govorili v Srbiji na teh mitingih, tako imenovanih mitingih resnice, nas je vznemirjalo. Preprosto nismo mogli razumeti, kako to, da ob koncu stoletja, tega 20. stoletja, da se nekdo pogovarja s takim tonom, s takimi besedami, s takimi idejami, nekako niso šle več skupaj. V Sarajevu smo pač skupaj s sodelavko Danico Zalokar iz Leskovca bili določeni na nacionalnem nivoju, da vodimo slovensko delegacijo otrok. Takrat pač nismo slutili, da je to zadnji zbor otrok oziroma pionirjev Jugoslavije. In ti spremljajoči dogodki, ki so nas spremljali, mislim, te okrogle mize, ti pogovori med predstavniki iz drugih republik naše takratne države, so pač bili zelo, bom rekla, drugačni od naših pogledov. In tudi ta trenja, ki smo jih začutili, vsaj jaz osebno sem jih, naprimer, med srbskim predstavnikom in med predstavnikom iz Kosova, je bilo tako, bom rekla, tako različno, tako različni pogledi so bili na teh pogovorih, na teh nastopih, da smo odšli pač takrat iz Sarajeva, kljub temu, da so otroci, ki so bili z nami v družinah sarajevskih, jokali na železniški postaji, mi smo pa odhajali res, bom rekla, z enim takim grenkim občutkom. Seveda pa takrat noben ne vedel, kam to vodi, kaj bo, kdaj bo, če bo, kaj bo. Vsi smo si želeli neki, ne rečemo odcepitev, ampak da se neke stvari spremenijo, da ta Beograd, ko smo vsi govorili, koliko nas izkorišča. Sam mislim, da Slovenija ni bila tako izkoriščena, kot so hoteli nekateri prikazati, da smo znali se tudi mi postaviti za svoje interese tako ali drugačno. V času plebiscita ali pa pred njim, ali pa tudi sicer v tistem letu,
Jaz mislim, da nobeden med nami ni verjel, da bi se znala zgoditi kakšna vojna ali pa da bi se znalo zgoditi kakšne žrtve. A ne, da bi, jaz mislim, da nihče med nami tega ni verjel. Nihče si ni tega mislil ali pa upal premišljati o tem. A ne. Jaz nisem temu nič kaj posebej, neke pozornosti, da bi čutil, da se nekaj velikega prihaja. Tudi pol ta plebiscit, ne. Se mi zdi, da je bilo tako na hitro, da se nismo niti zavedali. Ne vem, v začetku decembra je bilo odločitev, pol je bil pa že 23. glasovanja. Tudi zdaj, če se hočem spomniti, se ne morem, kje sem glasoval, ne. Ali sem tle v kulturnem domu, ko ponovadi, ali smo imeli dol v Imperialu nekaj časa, pa pri Pionirju gor na Resi, ali celo na osnovni šoli Jurija Dalmatina. No. Je pa res, da tudi nisem delal za televizijo prispevkov v tej temi, teh plebiscitov. Najprej se spomnim enega takega pričakovanja, veselega pričakovanja, ne? Pričakovanja, kaj bomo mi Slovenci naredili sami seboj, a ne? Kako bomo izkoristili ta potencial, te priložnosti, ki smo jih imeli. A ne? To je bilo res eno tako pričakovanje. Takrat se zdi, da smo res vsi imeli eno tako edinost med seboj, ali kako bi se izrazil. A ne? Da smo na nek način vsi čutili, gled, zdaj pa imamo priložnost, zdaj nam bo pa mogoče res kdaj zapisalo kaj lepega bi se reklo, na strani spomina slovenske države, a ne, ki se je pravzaprav takrat začenjala. A ne. Res je, ta čas je bil nekaj novega, nekaj svežega. Vsi, ki smo takrat hoteli in želeli spremljati vsa ta nova družbena gibanja, tako smo jih takrat imenovali, smo seveda bili soočeni z novimi razmišljanji. Recimo, nihče si predtem ni upal niti misliti o ugovoru vesti, pa potem recimo o ukinitvi Titove štafete, potem dalje recimo o ukinitvi raznih pionirskih organizacij in tako naprej. Vse to je prihajalo v tistem času, takratni družboslovci, strokovnjaki z tega področja so znali na zelo zanimiv način te stvari dati v javnost. In zanimivo, mlada generacija je sprejemala te novosti. Tudi mene samega je ta stvar zelo pritegnila, zelo mi je bilo zanimivo, koliko poguma smo imeli, da smo takrat še v stari državi, v prejšnji državi, si upali razmišljati o teh novih stvarih. Prišli je do tega zelo glasnega ukaza, v katerem je Republiški štab za teritorijalno obrambo pod poveljstvom generala Hočevarja izdal ukaz, da se vsa orožja iz vseh štabov in poveljstev premesti v vojašnice Jugoslovanske armade. Z njimi so jim pokazali, da so precej pomanjkljivo informirani in da so prestrašeni. V Ajdovščini se je začelo zares. Oklopna vozila so pred nekaj minutami zapustila kasarno. 3 od njih so usmerjena proti Ajdovščini in so trenutno pred glavno barikado sredi mesta. Eno oklopno vozilo plus 5 tovornih se je usmerilo proti Podnanosu in čez Manče. Vojaki so šli z vojašnic tudi v Tolminu. 15 tovornih vozil je z orožjem prodirajo proti Kobaridu in Bovcu. Mejni prehod Učeja je blokiran. Mi smo se seveda v Posavju temu obrnili, predvsem v Brežicah in Krškem. V Sevnici smo bili malo manj uspešni in to je bil za nas praktično prvi alarm, da osamosvojitev oziroma postopki osamosvojitve ne bojo tako enostavni. Začeli smo predvsem s tem, da smo formirali nove enote, nekakšne operativne grupe,
Ustanavljali smo diverzantske enote, intervencijske enote. Torej sistem, ki smo ga imeli, se je takrat porušil in smo ga gradili na novo. Potem je prišlo do teh groženj o nasilnem odvzemu orožja. Naslednja faza je pa, da smo vse ta orožje z naših skladišč premestili v tajna skladišča po občini na 8 lokacij. Sta prišla dva znanca policije, Miha Molan in Dušan Kerin. Če bi lahko dala prostor v zidanici, da bi shranili orožje, da bi skrili. Jaz to nisem nič rekla, da ne, dala sem ključe, vse prostore so imeli na razpolago in so potem, kdaj so to dobili gor, so imeli na podstrešju zelene zaboje, to sem videla, zaboje. Sem tudi šla gor gledat, če je odprto, ko ne veš, ko to je na samem, lahko bi tudi to šel, ampak ni noben vedel. To smo mi trije vedeli takrat, Pa en dan pokliče Enč, Breznikar, Ernest, pokliče, prav pove, pridite, se imamo nekaj za zmeniti, Prijedemo res tam, on resno hod gor, hod dol, sem rekel, kaj bomo pa zdaj, Prav zdaj pa od tle naprej je pa stvar taka, Stvari so tako resne, da se moramo nekaj zmeniti, zdaj enota moramo sestaviti. V primeru, da je kjerga strah, zdaj pove, lahko pa povem, da lahko tudi kjer umre, da so stvari zelo resne. Seveda pove, tam ena dva ste se kar nazaj potegnili, ste šla takoj ven. In pol smo šli, je povedal stvar, kak je, kak zgleda in razstalo nam je orožje, bombe, municijo, vse živo smo imeli, lozinko smo imeli, so nas poklicali, to smo imeli v spalnici. Foter je bil čist nor, da imam bombe doma v spalnici na omari, In res so nas poklicali, si mogel prilaufati tam, si se spravil za oken, imel si tisto orožje, poštivano, ko so se oni vozili sem pa tam, Če bi vžgal, bi verjetno bi tudi nazaj vžgal, Pomladi smo se združili v en štab, torej z imenom 25. močno poveljstvo za Posavje, v katerem sem bil imenovan za poveljnika. In mi smo počasi začeli usposabljati te ljudi, sklicati te enote, moram reči, da je med njimi bilo veliko prostovoljcev, teritorialcev. In tako da smo mi te dogodke pred samosvojitvijo, pred to proglasitvijo imeli mobiliziranih že preko 800 pripadnikov teritorialne obrambe v Posavju. Nekatere te enote so bile tudi že na položajih, na teh vpadnicah, rečemo Čatež, Rigonce in pa to. No in tako da z dnem, ko je bila proglašena ta samostojnost, smo mi nasprotnika, seveda z vsemi ovirami in to, čakali. Mislim, da je to zelo pomembno, če bi se mi takrat začeli zbirati pa mobilizirati, bi bilo prepozno. Spomnim se, ker bo eden od sogovornikov tudi Ernest Breznikar, da sem bil večer pred tem napadom, tako rekoč, na Slovenijo pri njem
da mi naj pove, kaj se pripravlja, ker so vsi govorili, bo se nekaj zgodilo, bo se ne bo. Ja, ne samo, ja, boš videl. Sem rekel, potem mi pove, kaj se pa sploh lahko zgodi. Sanjali se meni, ne, v neki agresiji. Ne. No in pol drug dan je bilo pa že v 5. zjutraj, kdaj so me klicali, da moram iti v Novo mesto na Pogance, ker so pač ustavili to kolono oklepnikov, ki je prodirala iz Karlovca oziroma iz Dugo Rese oziroma kaj že, skozi so že prišli. Takrat je bilo pa seveda drugače, no. Potem smo pa že vedeli, da gre za res. Mi moramo zdaj, ker lahko se zgodi, da bo kaj tako, ko poslušamo tam, na srečo zdaj z 9. Mora se vedeti, kaj kjer je noti manjka, tu je dal. Jaz se spomnim nekega jutra, ko smo se zbudili zgodaj, pred 5, če se ne motim, ko so puške zapokale v Krakovskem gozdu. Takrat se je začelo to streljanje in smo vsi vedeli, da moramo iti hitro nazaj na položaje. Pač jaz sem bil takrat na občini kot sekretar komiteja za družbene dejavnosti, ali kaj sem bil. In vem, da smo morali priti takoj na svoje mesto, moja žena je morala iti v zdravstven dom, vsi smo morali iti na svoje mesto, otroke smo dali babici. In vem, da nas je bilo tako strah, češ, a zdaj se je pa začelo, zares, zdaj se bo pa začelo, zdaj bomo pa na nek način tudi mi v strahu, kam se skriti, pred kom se skrivati, zakaj se skrivati, kaj se pravzaprav dogaja z nami. To je bilo res eno tako zelo, zelo naporno in težko obdobje je bilo tudi v službi, ko smo se pogovarjali na občini takrat, kaj pravzaprav pomenijo te obrambni načrti, kaj pomeni eno in drugo, se pravi, to je bilo zelo težko, kaj bomo s šolami, kaj bomo z vrtci, kam jih bomo preselili in tako naprej, kam bomo, kako bojo kakšne druge dejavnosti potekale v občini takrat, od prometa recimo do tega in onega. Skratka, vse smo se na to pripravljali. In je bilo stresno, zelo stresno. Sem bil pa tudi tisti večer na Medvedjeku, ko sem prej govoril, pri tem, ki je bil tudi pol žrtev, ki je imel pri tem kmetu, ko so raketirali, je imel pač protitočno obrambo na svojem zemljišču. In že takrat sem jaz rekel, sredstvo, jih pa bomo sklatili, tako v hecu, rečem, no pol drug dan pa zvem, da so ga oni dejansko sklatili, plus še tiste tovornjakarje, ki so ležali dol. Se tudi pol, recimo, ko rečejo, kjer je, ko smo bili interventna enota v Krakovem pa to, pa štab smo varovali, pa je helikopter nad nami gor pa to bil. Mislim, dokler zjutraj v 5 ni 20 mm top iz tistih bobov žgal, pa je drevje letel po tebi, metki so leteli, si bil v taki nizki travi, si se skril, pa to, če si imel 200 kil, se nisi verjel, mislim, to si sam v filmi videl, kje, da to... Ampak, ko človek tako nazaj študira, dejansko, recimo, pravijo 10-dnevna vojna. Ja, ni bilo, mi smo februarja se že totalali, kdaj je že bilo to, se sem pozabil, in v bistvu človek nobeden ni nikdar vedel, doma si imel otroke, ali bo to, ne vem, en mesec, ali bo to en let, ali bo, ko smo bili pod orožjem, ali bo to trajalo 10 dni, se nisi vedel, Ko nekateri pravijo, da je bila 10-dnevna vojna. Mi smo v 10 dneh imeli 4, bi rekel, kar velike odločilne spopade oziroma boje z nasprotnikom. Smo jih imeli in v teh 10 dneh, torej tukaj je veliko vlogo igrala tudi politika potem, ki je z temi pregovori in z argumenti, ki smo jih imeli, se je to, bi rekel, to vojno stanje umirilo in je nastal status quo.
Moram reči, da je to ena zadnja pohvala tudi politiki takratne, ki je bila enotna in samo to je bil ta, mislim, argument, da smo dosegli to, kar smo si želeli. Ne vem, zakaj jih ravno te dogodki takrat v 90-ih letih in kasneje ne učijo o pravi poti v tej politični sferi. Zakaj dopuščajo to preveliko kritično, zakaj ne dopuščajo, da se na demokratičen način odloča, da vsak ima svoje poglede in hoče za vsako ceno uresničiti. To se mi ne zdi prav. Takrat na začetku smo nekako vsi tipali, čutili smo sicer neko enotnost, neko zagnanost, neko željo, govorili smo celo o neki Švici in tako naprej. Ampak kasneje pa seveda so posamezniki in vsi skupaj smo ugotovili, da pa vendarle se ločimo po pogledih. In tako so nastajale različne stranke. Žal, če me vprašate, kako to gledam danes na te reči, zelo enostavno. To, kar tudi sicer včasih slišim tudi kakšnega govorca, ki pove, da preveč razmišljamo o koristih posameznika in stranke in premalo o koristi celotne družbe in Slovenije za vse državljane in za vse državljanke. Drugače smo pa v eni puberteti, se mi zdi, a ne? In to bi rekel, na nek način pričakujem, da se bo ta gordijski vozel, v katerega smo zdaj na nek način zavozlani, presekal. Na nek način jaz upam, da se bo presekal, ne? Ker škoda se mi je, že takrat recimo v Krškem, ko sem bil jaz recimo župan, v tistem času se mi je zdelo škoda na lokalnem nivoju drobiti med seboj, drobiti potencijale, a ne? Če ste vi sposobni za to, pa dejte, pa če ste pripravljeni dati svoj talent, svoje znanje, svoje sposobnosti na razpolago za dobrobit vsega tega naroda, pa dajmo izkoristiti vaš potencijal, pa moj potencijal, pa ta potencijal, pa skupaj na nek način nekaj naredimo, a ne? V vsakem primeru je kriva politika, no. Ker je razdeljena in če je politika razdeljena, če je narod razdeljen na levo in na desno, na zelene, plave, črne, ne vem, potem ne more imeti nekih skupnih ciljev, ne. Če se glede čisto vsake stvari, ampak čisto vsake stvari se delijo, ali je to virus, ali je to karkoli, vedno se sam delijo. Če nimaš velikega cilja, potem ne moreš stopiti skupaj, ne? Ker verjetno si en sam je premalo za velike cilje. Ne? Zdaj, eksistenco imajo kakor toliko vsi, recimo, ne? Posel, neko socialno varnost je, ne? In se razgubijo te velike cilje. Ne? Sej, kaj pa je zdaj lahko sploh še veliki cilj? To se predvsem zdaj vidi zadnja leta, ne, da je razočaranje po mojem kar veliko po plebiscitu, vendar ta prepričanost, da smo pa, kar se tiče plebiscita, šli pravo pot, ker ni bilo druge poti, pa mislim, da smo enotni v Sloveniji, še vedno, da vemo in se zavedamo, da prava politika lahko prinaša mnogo dobrega v sodelovanju v tem delu Evrope, ne, na Balkanu, da je pač neke druge oblike so možne in jaz verjamem, da bo tudi do njih prišlo enkrat. Ne. Mislim, da ni še odrasla, da je še v neki adolescenci, če lahko vzamemo to prispodobi, ko jo meče enkrat na to, drugič na drugo stran in se nekako ne najde in se išče. Morda je to še najboljši izraz, da se nekako iščemo.
Spoštovane Posavke in Posavci, v zgodovinskem razvoju posameznega naroda se le redko pojavijo trenutki pomembnih odločitev, ki korenito preusmerijo pot nadaljnjega razvoja. Slovencem je bila dana takšna priložnost pred 30 leti, ko nam je bila ponujena možnost uresničitve stoletnih hrepenenj po samostojnosti in neodvisnosti. To priložnost smo dobro izkoristili. Tega pomembnega dejanja nam ne bi uspelo izpeljati brez plebiscitarne enotnosti državljanov Slovenije. Danes je čas, da se vsem akterjem tedanjega trenutka zahvalimo za modrost in pogum, ki so ga zmogli, čeprav je v zraku visela nevarnost vojne. Obenem pa je to tudi čas, da se predamo ponosu ob dosežkih naše mlade države. To je tudi čas, da se zavemo vrednote, ki jo predstavlja enotnost. Brez nje ni možno dosegati velikih ciljev. Spoštovani, iskreno vam čestitam ob današnjem prazniku. Pogumno, enotno in odločno stopimo v novo leto. Srečno Posavje! Spoštovane državljanke in državljani, 26. decembra obeležujemo 30. obletnico razglasitve izida zgodovinskega plebiscita, na katerem se je več kot 88% vseh glasovalnih upravičencev odločilo za samostojno in neodvisno državo Slovenijo. Izjemna odločnost in enotnost Slovenk in Slovencev, izražena v prepričljivi plebiscitarni podpori viziji lastne države, tudi danes poraja močna čustva, kot so ponos, občudovanje in vzhičenje ob spominu na to zgodovinsko dejanje. Ta velika odločitev se ni zgodila zlahka. Zavedali smo se, da ne bo brez posledic, a naše odločenosti to ni zamajalo. Zavedajmo se, da nam samostojnost in neodvisnost nista bili podarjeni. Dosegli smo jo po več 100 let dolgem zgodovinskem procesu, ki se je začel stopnjevati v 80 letih prejšnjega stoletja, in zavedajmo se, da so nekateri zanjo dali svoja življenja. A ključnega pomena za končni uspeh je bilo poenotenje različnih političnih stališč, v kar je moralo biti vloženo veliko truda. In prav danes, ko se soočamo s svetovno pandemijo koronavirusa, moramo ponovno vložiti nekaj truda v poenotenje vsaj nekaterih političnih stališč. Ne pričakujmo, da nam bo optimizem in vera v boljše čase vrnil nekdo drug, medtem ko se bomo mi ukvarjali z nesoglasi in delitvami. Globoko verjamem, da ta hip ni pomembnejšega političnega cilja, kot je uspešen boj proti koronavirusu, ki kliče k povezovanju, sodelovanju in enotnosti. Torej, stopimo skupaj, bodimo kot pred 30 leti. Drage Posavke, dragi Posavci, kot predsednik Državnega zbora in vaš sokrajan, vam iskreno čestitam ob 30. obletnici plebiscita in dnevu samostojnosti in enotnosti in vam želim, da ga letos še zadnjič praznujemo okrnjeno in da si čim prej ponovno sežemo v roke in se objamemo brez mask na obrazu. Želim vam vesele božične in novoletne praznike ter srečno in zdravo v letu 2021.
Tako malo nas je Slovencev med vsemi ljudmi na svetu. A smo prepoznavni. Smo izjema, ki še uporablja dvojino. Med prvimi narodi Evrope in sveta smo dobili prevod Biblije v daljnem 16. stoletju. Na tekmovanjih iz znanja segamo po prvih mestih na svetu. Tudi v mnogih športih smo nosilci medalj. Delovni smo, iznajdljivi, uporni, ponosni. Zato sem ponosen tudi jaz, na vse dosežke, ljudi ter mnoge trenutke v naši zgodovini in sedanjosti. Sanjam, sem svobodna ptica pod vedrim nebom. Pogledam pod seboj, zagledam modri planet, spustim se nižje, še nižje, zagledam bele vrhove gora, zeleno ravnico, modro morje, ceste, reke, hiše, ljudi, ki hitijo sem in tja. Vse je urejeno, zemlja obdelana, gozdovi polnega zdravega drevja, travniki pokošeni. Prebudim se iz sanj, prva misel pa, saj to je podoba mojega doma, vsa lepota, raznolikost, pestrost pokrajine, ljudi, vse to je moj dom. Zavedam se, kako silno sem ponosna na svoj narod, jezik, domovino. Domovina je tam, kjer rodil si se. Domovina je tam, kjer srce se ti ogreje. Domovina je tista, kamor vračaš se, in je ta, kjer vidiš vse, kar narava ti je ponudila. Spoštuj jo, ker je domovina, saj zate poskrbi, kadar slabe volje si. Domovina ni svet odraslih ljudi, vendar otroških misli, ki domišljijo širijo in ničesar izreči se ne bojijo. Domovina. Domovina ni zemlja. Domovina ni država. Domovina niso ljudje. Je dom, ki ga nosim v sebi. Je občutek topline rok bližnjega, sočutna beseda mimoidočega in so krila, ki mi od ponosa zrastejo vsakokrat, ko pomislim na slovenske ljudi, ter pristno ljubezen do vsega, kar je naše. Oh, domovina moja je Slovenija, kjer narava, rastlinje, doline krase, kjer jezik slovenski ljudje govore, kjer vince se toči in ajdove žgance je, in kjer na Triglavu Slovenci krst dožive. V Sloveniji samostojni in enotni ljudje žive, ki skupaj ponosen in delaven narod grade. Z enotnostjo samostojno Republiko Slovenijo smo dobili in z njo si boljšo prihodnost gradili. Rada živim v majhni, udobni državi. V njej uspešni so športniki pravi, za katere ob njihovem porazu ali pa zmagi stopimo skupaj s himno, našo zdravljico. Te sliši se vse povsod glas, Slovenci kot eno, srcem jo pojemo na ves glas. Čeprav narazen, skupaj slavimo. Naj srca nam naša napolni sreče čar, ko prihajata spomina vreden čas obujanja sanj, ki ga slavimo kot naš samostojnosti in enotnosti dan.